tudi v mojem imenu za vse predstavitve in za besede našega predsednika uvodoma, torej vsem tudi v mojem imenu seveda prisrčen pozdrav. Zdaj, jaz mislim, da kakšnih zaključnih besed niti ni potrebno dajati. Jaz bi nekaj, par besed rekel, predvsem iz stališča poslanske skupine, kateri sedaj pripadam in sem pripadal tudi v nekaj prejšnjih mandatih. Zato mi dovolite najprej nekatere poglede iz tega mesta. In bom kratek, kot je rekel prej kolega Svetina, da je potrebno biti, ker smo že kar dolgo na tej lepi točki sred Gorenjskega. Če malo analiziramo, ko smo zagotovo analizirali, zakaj smo trenutno v takšnem političnem, gospodarskem in tako dalje stanju v Sloveniji, je eden od glavnih razlogov zagotovo, da je bilo in da je premalo dialoga v slovenski politiki, med slovenskimi, ne samo med strankami, zagotovo bistveno premalo dialoga v sami koaliciji, ki je delovala v tem mandatu in pa posledično seveda potem premalo posluha za ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj. Še posebno je to prišlo do izraza seveda v teh kriznih časih. V poslanski skupini Slovenske ljudske stranke in pa v Slovenski ljudski stranki nasploh smo na začetku tega mandata, smo se na začetku tega mandata jasno odločili, da bomo delovali kot konstruktivna opozicija in tako smo zagotovo delovali tudi vsa 3 leta. Predlagali in podpirali smo mnogo dobrih predlogov, tudi predloge, ki včasih tudi niso bili všečni. Bili pa so nujni za državo in zavračanje dobrih ukrepov nas je zagotovo pripeljalo v situacijo, kot je. Tudi sam sem že od začetka mandata naprej vedno opozarjal in pa poudarjal pomen investicij v državi. Investicij, ki so seveda generator gospodarskega razvoja in pa premalo vzpodbud za gospodarstvo. Predvsem pa prevzem odgovornosti na vseh področjih in na vseh nivojih. In ko danes predstavljamo kandidate bom rekel, širši Gorenjski, imamo seveda pred seboj kandidate, ki zagotavljajo to odgovorno držo. Pa ne samo v tej volilni enoti, tudi pogled na kandidatno listo na celotno našo kandidatno listo, torej pri tem pogledu sem tudi jaz osebno kar presenečen, kako veliko število izredno dobrih kandidatov je na tej listi. Zaradi tega sem prepričan, da bo tudi naslednja poslanska skupina v novem mandatu delovala konstruktivno, delovala kot konstruktivna politična stranka, kot tista poslanska skupina, ki bo dajala in podpirala dobre predloge in ki bo zagotovo delovala tudi v koaliciji in prevzela odločilno odgovornost za razvoj Slovenije. In zagotovo so kandidati, moram reči, da sta med njimi kar 2 gradbinca, tudi jaz, danes smo gradbinci skoraj do večini, tudi jaz sem gradbinc in lahko se pa pri tem pohvalim tudi, da je kolegica Meri Lavrič, ki je ena od kandidatk, da je tudi moja sošolka iz srednje šole in jaz si že zelo dolgo poznam, torej ne vem, Meri, njih 15 let, nekaj smo hodili v srednjo šolo, zelo dobro poznam, jo že zelo dobro poznam in vedno je bila tista, ki ni imela dlake na jeziku, ampak to, kar je rekla, je vedno tudi naredila, že v šoli. No, ampak, kot rečeno, imamo zelo dobro kandidatno listo, ne samo to, ki se danes predstavlja kompletno v Sloveniji in ti kandidati so seveda garancija za prevzem odgovornosti za bodoči razvoj Slovenije. Hvala lepa.